Na prehodu iz bronaste v železno dobo, na začetku prvega tisočletja pred našim štetjem, je na področju Dolenjske živelo ljudstvo, za katerega arheologi še danes nimajo imena. Z uvedbo kovin se začenja vzpon dolenjskega ljudstva, ki si je odprlo vrata na vse trgovske poti tistega časa. V 9. in 8. stoletju pred našim štetjem so že dodobra spoznali metalurške spretnosti pridobivanja železa in se svojimi izdelki vključili v širok prostor situlske umetnosti, ki se je na zahodu razprostirala čez vso Patsko nižino severne Italije, tja do Bolonje in severnih Apeninov. V svet ornamentike so dolenjske situle, sicer še vedno narejene iz brona, vnesle realistično figuraliko narave in tedanje družbe. Na Dolenjskem so našli toliko situl, da Novo mesto upravičeno imenujemo mesto situl. Razcvet kovaštva in trgovine je metalurgom omogočila železova ruda limonit. Železni izdelki so postali vir blagostanja. Zacvetela je tudi keramična obrt. Mnogoštevilni lončeni predmeti, predvsem seveda posodje, so dobivali različne oblike, velikosti in okrasje. Ženski grobovi, ki jih je veliko tudi na kapiteljski njivi v Novem mestu, so polni bogatega okrasja. Barvne steklene ogrlice so skoraj v vsakem ženskem grobu. Bronaste fibule so bile del vsakdanje oblačilne kulture. Jantar je prihajal z severa in krasil oprsje halštatske premožnejše gospe. Bronasto okrasje je bilo še vedno v modi, a že v 6. stoletju je najbolj imeniten postal zlatnakit. Tudi moški grobovi arheologom razkrivajo svoje zgodbe. Tedanji halštatski veljaki in knezi so bili oboroženi z bronastim obrambnim orožjem, čelado, oklepom, ščitom ter z železnim napadalnim orožjem, sekiro in sulico. Bojevnike so pokopali z orožjem vred, kneze tudi s konjem. Visoke gomile, tumuli, pristični, zgovorno pričajo o številnih pokopih tedanjih halštatskih prebivalcev Dolenjske. Kapiteljska njiva nad Novim mestom je izjemno bogato pokopališče starejše in mlajše železne dobe. Že prva izkopavanja gomil na Dolenjskem v 19. stoletju so razkrila izjemno veliko steklenega nakita. V posamezni gomili, ki jih je na Dolenjskem preko 1000, je bilo povprečno najdeno 10 do 20 tisoč steklenih jagod. Samo v enem grobu na kapiteljski njivi so našteli okrog 2000 steklenih, lepo obarvanih jagod, kar nedvomno govori o lastni steklarski industriji, saj je osnovne surovine kremenčevega peska tu v izobilju. A nad bogato halštatsko družbo Dolenjske so se že zgrinjali temni oblaki. V 3. stoletju pred našim štetjem tu zavladajo bojeviti Kelti, vse do leta 35 pred našim štetjem, ko tudi na Dolenjskem zagospodarijo Rimljani.